Kairo danes gosti štiristransko srečanje z zunanjimi ministri iz Saudske Arabije, Egipta, Turčije in Pakistana. Regionalna pobuda za oblikovanje naslednjih korakov v odnosih med ZDA in Iranom. Pričakuje se, da bodo države razpravljale o zmanjšanju napetosti, regionalni varnosti in o tem, kako preprečiti, da bi kakršenkoli dogovor s Teheranom okrepil mrežo iranskih posredniških skupin. Za zalivske države je skrb še posebej jasna. Omilitev sankcij ali dostop do zamrznenih sredstev bi lahko gospodarsko stabilizirala Iran. Hezbolah v Libanonu, Hutidži v Jemnu in milice v Iraku so še vedno aktivni. Torej, čeprav je sporočilo iz Kaira podpora diplomaciji, je podton lahko previdnost. Regionalne sile nočejo, da bi o prihodnosti Bližnjega vzhoda namesto njih odločala Washington in Teheran. Z nami je, da bi o tem govorila Dalia Ziyada, strokovnjakinja za Bližnji vzhod. Dalia, kakšen vpliv imajo ti štirje zunanji ministri dejansko na izid dogovora med ZDA in Iranom? Kaj je glavni cilj v Kairu? Hvala, Nikol, vesela sem, da sem lahko z vami. Kratek odgovor je, da nimajo nobenega vpliva. Nihče nima vpliva razen Pakistana in Katarja v tem trenutku, pri čemer je Katar dejanski lastnik letovišča v Švici, kjer trenutno potekajo pogajanja med ZDA in Iranom. Tako sta to te dve strani, ki imata vpliv na ta pogajanja oziroma žal na prihodnost Bližnjega vzhoda nasploh. Kar vidimo v Kairu, nasprotno, je srečanje voditeljev, ki so bili izključeni, ki niso bili povabljeni, da bi bili del tega in ki so ves čas poskušali Washingtonu pokazati, da so partner, ki lahko vodi ta pogajanja, a na koncu niso vključeni. Tako je, današnje srečanje v Kairu ironično posvečeno predvsem Gazi in Libiji. Ni naj bi šlo za Iran, ampak so želeli pokazati, da so še vedno tukaj. Pogovarjali se bomo tudi o Iranu. In temu so prilagodili tudi temo srečanja. Če pogledamo splošno sliko, če na hitro pogledamo, kako Arabci na Bližnjem vzhodu danes gledajo na ta dogovor med ZDA in Iranom, je seveda splošno vzdušje razočaranja. Vemo, da je v Izraelu in v nekaterih drugih državah, ki so geografsko bližje Iranu, ampak v resnici je slika bolj zapletena kot to. Torej, želita Turčija in Egipt poudariti svojo regionalno vlogo, morda kot partnerici ZDA, ter kot zamenjava za Iran v vlogi velesile. Poskušajo ohraniti to vlogo tudi s pogajanji ali srečanji, kot je tisto, ki ga danes vidimo v Kairu. In imamo arabske zalivske države, oziroma natančneje zalivske arabske države, ki so tako zmedene, tako razočarane. Savdski minister, savdski zunanji minister je pred kratkim dejal: nimamo pojma o skladu, ki je bil omenjen v tem memorandumu o soglasju, oziroma natančneje nesoglasju. Tako da v državah, kot sta Združeni arabski emirati in Bahrajn, ki jih Iran vidi kot izdajalce, vladata zmeda in strah. In vedo, da se bodo v prihodnosti morali soočiti s tem nasilnežem v regiji, torej z iranskim režimom. In memorandum o nerazumevanju. Tega bom obdržala, Dalia. Všeč mi je. Govoriš o različnih nasprotujočih si mnenjih in pogledih, ki jih imajo vse te države, ko gre za Iran. Torej, ali lahko sploh oblikujejo enotno sporočilo? Ne, mislim, da tega žal ne morejo, ker so njihovi interesi različni. Tako imaš tabor Katarja in Omana, ki želita biti bolj naklonjena Iranu. Ob tem pa vedo, da nasplošno podpirajo tudi islamistični projekt, s katerim se vsi strinjajo. In želijo, da se stvari odvijajo v tej smeri. Potem pa ima še drugi tabor, ki ga jaz imenujem os dobrega, in ga tudi mnogi drugi imenujejo os dobrega. To so ljudje, ki si želijo miru, ki si želijo stabilnosti, kot so Združeni arabski emirati, Bahrajn, ki so normalizirali odnose z Izraelom, in tudi Saudska Arabija, ki je že bila v pogovorih o normalizaciji z Izraelom. In torej tisti, ki si želijo, da se regija umiri, da pride do miru, kar smo videli v zadnjih nekaj dneh s tem groznim memorandumom, je žal to, da je omogočil vsi zla, da je dosegla točko proti vsi dobrega. In trenutno vidimo zelo močen diplomatski razkol v zalivu, med zalivskimi državami. Ne morejo doseči dogovora.
In tudi, ko ZDA omenjajo zaliv in pravijo, da dosegajo dogovor z zalivskimi državami o tem in onom, pravzaprav se večinoma nanašajo na Katar, ne na preostale države, kot so Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in tako naprej. In tukaj nastane zmeda. Dalje Azijada. Zelo pomemben pogled za razčlenitev različnih mnenj, ki jih vidimo po vsej regiji. Najlepša hvala, da ste bili z nami na i24 News English. Hvala, da ste me povabili.